Žišar in delam v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, večino delovnega časa pa preživim v enoti v Borovnici. Po poklicu sem profesorica slovenskega jezika, naredila sem pa strokovni izpit za bibliotekarko in danes opravljam ta poklic. Bibliotekar v knjižnici počne zahtevnejša strokovna dela, samo v manjših knjižnicah pa to ne pomeni ravno strogega ločevanja med zahtevnejšim in enostavnejšim delom, ampak delaš kar vse po vrsti. Tako je tudi v naši knjižnici. Če sva obe delavki v službi, takrat sodelavka večino časa preživi v izposoji, jaz pa obdelujem gradivo. To pomeni, da ga vpišem v računalnik prek računalniškega programa Cobiss, tudi nabavljamo ga, potem razne statistike pripravljam, gradivo tudi ponudim bralcem, svetujem jim pri izbiri. Precej naših članov pa tudi nekako verjame našemu okusu in potem te knjige izbira na podlagi našega svetovanja. Drugače pa bibliotekar tudi pripravlja razna strokovna poročila, finančne načrte. Naša knjižnica sploh deluje v 2 občinah, v zadnjem času celo v 3 in moje delo je tudi nekako posvetovanje z borovniško občino in ko se dogovorimo oziroma ob koncu leta potekajo malo daljši razgovori za naslednje leto in takrat pripravimo finančne načrte za drugo leto, v začetku naslednjega leta pa pripravimo strokovna poročila za preteklo leto. Bibliotekar tudi načrtuje dela z obiskovalci, naprimer šolo, vrtcem, ker naše delo v knjižnici ni samo strogo izposojanje knjig, ampak je tudi knjižnica informacijsko in kulturno središče, zato se povezujemo z društvi, z drugimi javnimi zavodi. Skratka, prisluhnemo ljudem in jim skušamo ustreči čim večji meri. Sama preveč negativnih strani poklica niti ne vidim. Zdi se mi, da so pozitivne in negativne lastnosti precej odvisne od samega človeka, ki dela v knjižnici in če ga veseli to delo, nekako skuša v vsaki stvari najti predvsem pozitivne strani, ne pa negativnih. Sama štejem med negativne lastnosti, pa čeprav mogoče niso niti tako negativne zaradi nas samih knjižničarjev, to je predvsem na račun stanja v državi, v občinah. To je naša oprema, pomanjkanje denarja, ampak to na vseh področjih. Zato knjižnice kot kulturna središča večinoma potegnemo krajši konec in največkrat ostanemo z manj denarja, kot bi si ga želeli oziroma ga pričakujemo. In posledično ne moremo obiskovalcem nuditi vsega tistega, kar si sami želijo in tudi mi. No, ko smo ravno pri denarju, se da z plačo bibliotekarja dostojno živeti? No, sama sem s plačo bibliotekarja trenutno v razmerah, kakršnih je naša država, zadovoljna oziroma moram biti zadovoljna, ker vem, da mnogi morajo živeti z manjšo plačo, vsekakor pa to ni tisti znesek, ki bi si ga nekdo z visoko izobrazbo in s takim delom, kot ga delamo, zaslužil. Ja, po mojih izkušnjah je v zadnjem času težko. Sama vem, ko sem pred leti želela zamenjati delovno mesto, sem naletela na različne izkušnje sodelavcev, prijateljev in tudi sama sem spoznala, da ni preveč lahko zamenjati delovno mesto. Odvisno je bilo tudi od oddaljenosti, od vrste knjižnice, kjer si delal in kjer si želiš v bodoče delati. Tako da mislim, da tudi danes ni prav lahko menjati delovnega mesta. Kolikor sama vem, niti v knjižnicah ni več razpisanih novih delovnih mest,
Tako da je prosto delovno mesto verjetno odvisno prosto res samo takrat, kadar ga nekdo zapusti oziroma gre v pokoj. Ta poklic mi je všeč predvsem zato, ker je razgiban, ker zahteva stalno izpopolnjevanje, nikoli ni dolgočasno, vedno moraš biti pripravljen na različna vprašanja obiskovalcev, če jih ne znaš razrešiti, se potrudiš, da jih. Najbolj mi je pa to všeč, ker delam v domačem kraju in vem, da delam za ljudi, s katerimi živim in obenem oni to mojo nemo oziroma pripravljenost, da jim pomagam, tudi cenijo, vsaj mislim si tako, in večkrat tudi pokažejo, da jim je všeč, da dela nekdo, ki je iz njihovega kraja in mislim, da recimo, če bi delala v drugem kraju, v večjem mestu, ne bi mogla na tak način dobiti povratnih informacij, kot jih dobim tukaj. Kaj bi pa sporočili vsem tistim, ki se za poklic bibliotekarja zanimajo? Sporočila bi jim, da se naj za ta poklic odločijo, če jih res zanimajo knjige, literatura, če so se stalno pripravljeni izobraževati, potem delati z ljudmi. V tem poklicu se pričakuje kar velika razgledanost, sploh v splošnih knjižnicah, ker pokrivaš več področij, nismo strogo omejeni samo na eno. Potem tudi deloma umirjen karakter, spoštovanje do ljudi, tako da te lastnosti morajo biti tiste, ki nekako tudi pomagajo pri odločitvi. Ni pa to poklic, v katerem bi človek, ne vem, zaslužil neke ogromne zneske, in da bi se zaradi nekih denarnih vzgibov odločil in neke kariere. Tako da mislim, da je predvsem ljubezen do knjig, do samega dela, do ljudi, s katerimi živiš in v katerem območju delaš, da je to tisto, kar ti daje zadovoljstvo. Super. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam.